Snemam idej. Snemam z novim telefonom oziroma z drugim telefonom, ki mi ga je dal brat, Huawei P20 se mi zdi. Ima ful dobro kamero, upam. Čeprav ne morem snemati v 4K, zato ker pol moj računalnik tega ne zmore zmontirati. Ko bo ti? Hoče biti zvezda. Aja, to. Imam eno stvar, ki se reče impetigo, podobno je herpesu, ampak je malenkost hujš, ker se ful širi. Da vam hitro zgodbo povem, zato ker noben ne rad posluša, ko nekdo ful dolgo govori. Ampak hočem povedati mojo zgodbico, ker to je vse, kar se mi v lifeu dogaja. Felixa vidim urit pravkar. Felix, no, esi pa tesi. Esi pa tesi. Dobila sem impetigo, to sem dobila že 12 let nazaj, otroška bolezen je, tako da ja, logično. In pol se mi na vsake tak 3 leta pojavila in zdaj se mi je pojavilo 2 dni preden, da bi mogla iti zobozdravniku, in sem bila ful jezna, zato ker sem pač hotela iti zobozdravniku, ker sem imela en zob kar kritičen. Vmes sem še šla k Kevinu, ker se nismo ful cajta videla in pol se mi je to pojavilo in zato rabiš antibiotično kremo, če ne se razširi, ampak nisem imela cajta iti zdravniku, zato ker sem bila v Ljubljani, zdravnika imam na Mute. In tudi, če bi prišla do zdravnika, ne bi mogla iti zobozdravniku, tako da je bilo vse tek brez veze. V glavu, sploh ne vem, če je to razumljivo. In pol je moj ata nekako dobil kremo v lekarni, to sam pač dobiš na Koroškem, jaz v Ljubljani nisem kaj dobila, ker sem šla v lekarno prositi, če mi lahko dajo nekaj, pač vem, da ni pač brez recepta, ampak ja, mi ni dala. In ata je to kremo dobil, brez da sem jaz šla v zdravniku. Ampak pol sem bila, no, itak ne morem zobozdravniku, bom ostala pri Kevinu. In pol kličem zobozdravniku, ja, da se mi je naredilo nekaj podobno herpesu, ali lahko vseeno pridem, sem bila ziher skoraj, da pač bo rekla ne. Reče, ja, pridi. In pol sem, vse moje načrte ste podrli, čeprav so se že zaradi tega podrli. In pol sem šla dan zjutraj iz Nove Gorice na Koroško direkt k zobozdravniku in ja, zdaj sem tu. Ne vem, a je to komu fuj, mogoče je, ampak še je zgodba o mojem zobu. Ful cajta nazaj, tako ne. Kaj je bilo to, Fela? Ok, 3 mesece nazaj se mi je tukaj, ko sem jedla Nim 2, odlomil pol zoba, 6 se mi je odlomilo in sem bila čist. Fuck, nikoli se mi še ni zob odlomil in sploh me ni bolel, pač nisem vedela, da ni v redu zob, In pol se mi, 1/4 se mi je odlomila. Čez nekaj cajta se mi je pa še druga četrtina in pol sem ga v bistvu imela samo pol. Pol sem šla zobozdravniku in mi je dal nekaj začasno nad. Zdaj sem mogla iti zdravniku, da mi naredi ta zob, In skoraj nisem mogla iti zdravniku, ampak na srečo sem lahko šla in zdaj jaz sem ful fascinirana, kako lahko naredi skoraj nič zoba zob. In zdaj vam bom pokazala in če je to komu fuj sorry, pač se imam čiste zobe, sam pač to. Ta zob skoraj ga ni bilo, pač how? Original, še zraven ob dlesni, tako lepo, ne vem, jaz ne vem, kako to naredil. Upam, da me je kdo poslušal. Malo sem zmedeno govorila, ker je preveč informacij. Aja, zdaj sem sama doma, kar je zelo redko. No, maček je doma, ampak on ni človek. V bistvu si moj otrok, oprosti. In planiram, da bom ta vikend posnela video Maček in kumara. Ne vem, če mogoče to ne poznate, ampak ja, mački se kumare ustrašijo. Vse mislim, da bomo sprobali. Zdaj si bom pa naredila eno cool večerjo. Večerjo moje mladosti, dobila sem inspiracijo od tete, ki mi je zadnjič snap poslala, ko je jedla mehko kuhana jajca, tako razkosana in kruh zraven beli, frišen kruh, to smo jedli, ko smo bili mali. In ne vem, zakaj si to nikoli ne naredim, mogoče, ker je beli kruh. Ne, vam pokažem, kako si to naredim. Aj, pa ful sem grda, sorry, I'm so ugly, bi. A si normalen? Mislim, da vam povem eno zgodbico. Ok, rekla sem, da vam pokažem svojo večerjo, ampak sem se z 1 uro z Andrejo po telefonu menila, ker je v Nemčiji in da se malo updatama. In kam zdaj greš? V glavnem, meni maček po celi bajti skozi sledi.
In včeraj sem gledala par dni nazaj sem gledala en video, če te ima mačka dejansko rada ali samo hoče nekaj od tebe. In če ti mačka sledi, te ima rada. Tako da sem vedela, da me ima Felix rad. Sem vedela, da me imaš rad. Jo. Pač tudi, ko zaspi in zgleda, kot da trdno spi, kako se premaknem in gremo v spodnji štuk, gre za mano. Tako da, I love you too, boo. Zdaj pa hrana. Food. Torej, skuhala si mehko kuhana jajca, zato rabiš jajca in vodo. Prebrala sem na internetu, da rabiš 3 do 4 minute za mehko kuhana, če jih daš v vrelo vodo. Vodo sem v grelniku zagrela in zdaj dala v eno visoko posodo, ker jajca morajo biti pokrita. Ne smejo gledati iz vode. To moja mama vedno narobe dela, tako da jim moram povedati, oziroma bo gledala moj vlog. Torej, zdaj imam tukaj jajca in žlico jo položim, no, da ne vržem, da se ne razbije. Lahko se da tudi kis v vodo, zato da se ne, da kao beljak ne steče, če se slučajno razbijajo. Tako da, zdaj moram dati pa časovnik. Hiter. 3 do 4 minute, tako da jaz sem dala nekaj vmes. In kupila sem frišen bel kruh v pekarni. Tudi kruh se ne posuši že drug dan, ko ponavadi te beli kruhi se hitro posušijo, tako da I'm so excited. In koliko se poznam, mi 2 jajčki ne bosta dosti, tako da pašteta Targeta Junior. Pa da se jajca lažje olupijo, je dobro, da jih po kuhanju daš v ledeno vodo, ampak jaz nimam zdaj leda, ampak jih bom sam splaknila z ful mrzlo vodo. Čutim, da je mehka. Lupi se dobro. Nadje tudi se ne lupijo dobro, če so stara jajca, tako da ni vedno to, da jih ne daš v mrzlo vodo. Aha, čutim, da je res mehka, zato je tudi malo težje lupiti mogoče. Ne. Ful sem je težko ulupila in sem ful jajca stran mogla dati, pa še razpada mi. Ta že teče ven. Kaj je zdaj to? Kak kuhar sem? Cel doktorat iz jajc naredil. Ok, to je to. Zdaj vzameš kruh, pa ga natrgaš. In lahko ga tudi posebej ješ, to je pravi način, ki smo mi jedli. Razkosaš jajčka, da steče rumenjak. Skuhala sem jih dejansko mehko kuhana, pač res, bravo jaz. Moram priznati, da sem to kar dobro naredila, samo ulupila sem jih bolj slabo, ampak nama je to problem v meni, ali komu, oh my god, sline se mi cedijo. Solila ni. Kaj tako tripaš? Taste test. Še vedno isto. Evo, mama je potico spekla. Je rekla, moram posnet, ko je ful ponosna na svojo kreacijo. Sedi tega rekla, zdaj bo jesna napet. To so že priprave za veliko noč. Bom pa provala, če je dobro spekla, ko bo spečena. Tako da bom poročala, če je zakaj. Šla sem dvigniti denar, zdaj grem pa tankat, ker sem zelo nizko z benzinom, tako ful rada tvegam v življenju in ja, za 45 km, če vozim lepo. Tako da najprej gremo tankat. 2 avta sta pred mano, jaz nikoli ne vem, pač tam na oni strani je za tovornjake, ne vem, lahko tankam, pač oni tanka, boli me ampak jaz pa ne bom, zato ker hočem slediti pravilom. Nisem povedala bistva, jaz grem zdaj v Radlje, kjer so odprli končno po tolikih letih trgovine, ki so meni najbolj všeč. Poleg Hofra, direkt zraven Hofra so postavili Kik
Teddy in DM. Prva postaja, Hofer. Naenkrat so se v moji košari pojavili bomboni. Oh no. Dajmo malo občudovati, kako sem to lepo zložila. Ful sem bila hitra v Hoferju, skoraj bolj kot trgovka, ampak ja, to je skoraj nemogoče. Ampak ja, bom bolj pokazala, kaj vse sem kupila. Zdaj sem dejamo, pol grem pa še na hiter pogled v Kik pa Teddy, ampak res na hiter, zato ker imam papirnato vrečko in 4 zmrznjene pice, tako da to pa ne gre. Čakaj. Da bi se pobarvala. Ceno so znižali, what? Iz 5 na 3,50. Nice. To je to. Ful je čudno snimati v DM na Koroškem, ker te lahko folk pozna. V Ljubljani te nam še ampule za mačko, moram pogledati, če imajo slučajno. Imajo. Kje ste mucike? Ok. 7 evrov. To je to. Torej, pice. 2 margeriti, nekaj iz krušne peči, eno salami, da bomo si malo delili. Ta prekajeni losos je ful dober in ga bomo dali na one margerite. Tu sem si kupila riževo moko, ker mi je zmanjkalo. Jabkice, ki so mimogrede ful dobre. S tem arašidovim maslom, ki sem ga zdaj odkrila oziroma slišala, da je dober. 100% arašidov maslo, brez dodanih sladkorjev, v glavnem čist naravno in je ful je lepo zblendano, pa ful fajn paše na jabkice. Tega sem kupila bratu, jaz imam svojo. Potem sem kupila njoke, ker pač njoke moraš imeti na zalogi. Čokolado, ki moraš tudi imeti na zalogi, ko si pač rabi sladko in to pa ne smeš imeti na zalogi, če ne vse poješ in to bom danes naredila. Kupila sem si nove te britvice, obvezno moram imeti vsaj 3, če ne me se porežem. Barvo za lase, ker je že zadnjica, da se pobarvam. In ampulo za mačka za klope. To je moj Hofer haul. Zdaj pa bomo počasi jedli, a ne? Pa potico voham, se že peče. Izgleda dobro. Mamina potica mi je ful dobra, zato ker je vedno sočna in ker če potica ni sočna, mi je kar nekaj, mi je škoda greh. Losos. Koliko lososa si pa ti daš gor sploh? Vse ali kaj? Ne. Hvali se, kakve lepe barve. Lepe barve. A ja, one nisem bolj na pol prerezala. Kaj pa zdaj? Na sredini. Malo rukol. A sem ne, prvo si moram narezati. Evo, degustacija poticike, slike, ne? Videz 6 od 10. Je topla še to, bo to sigurno dobra, tudi če pol ne bo dobra. Težim pa malo. Težko realno ocenim, ko je topla. Moji pripomočki za moj impetigo. To sem si enkrat tek ful cajta nazaj kupila to škatlico in nisem imela zakaj uporabljati. Zdaj imam pa tukaj škarjice, različne te obliže, Hansaplaste, no. Hofer ima pa take Hansaplaste in jih moraš rezati, tako da zato imam škarjice, da si narežem, kakšne pač velikosti rabim. Te so bolj za občutljivo kožo, tako da to imam za obraz. No, to sem si pa zadnjič v lekarni kupila, ko sem bila obupana, ker mi ni dala nič za impetigo. Sem si kupila tudi za herpes, take kao invisible, nevidne obliže. In reče, da so 16 € in sem rekla, ja, dejte mi. In pol vidim, da v DM-u so 1 € manj, ampak še vedno ful drago za take obliže, ker sploh nisem imela herpesa, ampak da sem imela za zaščito.
Zdaj se moram pa postriči in pobarvati, tako da bom čist drugačna in ful lepša bom izgledala, ker se že tako dolgo nisem barvala, da imam kar neke oranžne lase, čudne v glavnem. Striženje je konc. Sem se kar fejst postrigla, ful je las. Ful imam kratke. Že dolgo nisem imela tako kratkih. Mi je fajn. Je moj momoček, ko fajn, samo spi cele dneve in ima ljubčke prejema. Včasih ne vem, a me bo ugriznil ali se hoče stiskati. Sorry, no. Se hoče stiskati? Au, ne. What doesn't kill you makes you stronger. Stay a little closer. Jaz sem tako odporna na mačkove kremplje in zobe, da če me pes ugrizne, mi je čisto vseeno pač. Ker mačke in kremplji so hujši. Hvala, da si me naredil močnejšo, Felix. V 3 letih zlorabe sem postala bolj močna. Sorry, ne, samo ubiti me pa res ne. Ej, kremplje not. Tak ja, spat, lega. A me hoče vseeno, zdaj si jih da pa not. To je moja koca, tu je tvoja, ti moraš tu gor spat, okej? Taco not. Ejla. Easy peasy. A saj se pa igraš, a? Čeprav še vedno grobo, ampak si cute-kan. Ja pa obvezna oprema, ko imaš mačka, ker pač to je za našega mačka, da tu gor leži in zadnje cajte nekako noče tam nego ležati in leži na moji frišni dekici. In je cela kosmata. Da, moram malo počistiti.